Dober dan vsem udeležencem tudi v mojem imenu. Čeprav je naslov Inspire v Sloveniji, pa bomo eno oko vrgli tudi v Evropo. Najprej vam bom povedal nekaj o tem, kje smo trenutno z Inspire in kaj smo se naučili do zdaj, potem vam bo pa Uroš predstavil še malo, kako vidimo Inspire v prihodnosti. Se pravi, najprej si bomo pogledali trenutno stanje. Indikatorji za dostopnost in skladnost z Inspire so po državah članicah zelo različni. Povprečje je še zmeraj nizko, kot je videti iz tega grafikona, sicer se izboljšuje, ampak ni tam, kjer je Evropska komisija pričakovala, da bomo konec letošnjega leta, to je nekje na 90% oziroma več. V Sloveniji je stanje podobno, če se primerjamo z Evropo, vidimo, da smo pri skladnosti nekoliko nad povprečjem evropskim, pri dostopnosti pa nekoliko pod, vendar se to stanje izboljšuje in računamo, da do monitoringa za leto 2021, ki se bo izvajalo 15. decembra, da bomo tudi ta indikator dvignili vsaj tam do evropskega povprečja. Evropska komisija je ustanovila organe za upravljanje implementacije direktive Inspire in sicer od evropskih regulatorjev pa do tehnoloških specialistov iz posameznih držav so vključeni v te organe. Najpomembnejše naloge za izvajanje so pa zapakirali v tako imenovane delovne programe oziroma working programs. V zadnjem času so ugotovili, da kljub tej razpršenosti upravljavskega sistema so vključeni tukaj samo regulatorji in ponudniki podatkov. Ni pa zraven uporabnikov. Prvi korak k vključevanju tudi uporabnikov v te upravljavske mehanizme je beleženje in promocija dobrih praks. V Sloveniji za implementacijo Inspire delujeta dva organa, nacionalna točka za stike, v tej funkciji geodetska uprava, kot smo danes že slišali, in pa Inspire skupina, ki združuje predstavnike ponudnikov in upravljavcev prostorskih podatkov. Naloge pa tudi financiranje se v Sloveniji izvaja pretežno ali pa v veliki meri skozi program projektov e-prostor. Na tej sliki, kot je že naš generalni direktor povedal, so prikazana orodja, ki se največ uporabljajo po Evropi. Poseben poudarek je na Inspire centralne komponente, ki so bile razvite za zadostitev zahtevam Inspire direktive. V Sloveniji lahko tudi ugotavljamo, da se pretežno uporabljajo ta orodja, ki so tukaj zapisana, in pa tudi v Sloveniji so bili razviti centralni gradniki, to je slovenski Inspire geoportal, Inspire metapodatkovni sistem in pa sistem registrov in šifrantov. Ta zadnji sicer še v testni fazi, ampak v kratkem pričakujemo produkcijsko verzijo. Inspire je že od samega začetka bil močno povezan z mednarodnimi standardi, v zadnjem času se je začel bolj povezovati tudi z organizacijami, ki te standarde izdajajo. Za primer naj povem, da MIG-T, se pravi ta stalna tehnična skupina za implementacijo, ima kar tretjino članov takih, ki so člani tudi katere od skupin v OGC-ju. Za Slovenijo lahko ugotovimo, da na nacionalnem nivoju za to področje ni neke strategije, ampak da se sledi mednarodnim praksam. Vidik, ki je pogosto zapostavljen, ampak zelo pomemben, je skupnost. Inspire je bil že od samega začetka tako zasnovan, da ne izključuje nobenega deležnika na nobenem nivoju. Za krepitev skupnosti in izmenjavo izkušenj so bile najpomembnejši dogodki letne Inspire konference, ki se organizirajo po mestih širom Evrope, razen zadnjih dveh, ki so bile seveda preko spleta. V zadnjem času se Inspire skupnost povezuje tudi, ali pa tesneje povezuje tudi z drugimi skupnostmi, recimo z odprtokodnimi skupnostmi, pa tudi s komercialnimi ponudniki. V Sloveniji smo vsako leto, kot je bilo že omenjeno, organizirali Inspire dneve, ki so priložnost za širitev, krepitev skupnosti, pa tudi izmenjavo mnenj.
Zelo pomembno vlogo pri tem pa igra Inspire skupina. Po mojem mnenju je Inspire skupina ena večjih pridobitev, ki smo jih dobili z implementacijo Inspire. Člani te skupine delujemo povezovalno in začeli smo se zavedati in gledati tudi preko svojih vrtičkov. Kaj smo se naučili pri tem? Seveda so za dostop do podatkov pomembne storitve vpogleda in prenosa, ampak tudi objava metapodatkov je pomembno prispevala k temu. Z objavo metapodatkov se je praktično videlo, kateri podatki se zbirajo po Evropi in kje so luknje. Za sledenje ali pa za zadostitev zahtevam Inspire direktive je bil seveda potreben tudi tehnološki napredek. GIS orodja so se mogla razviti, nadgraditi in sicer tako na strani odjemalca kot tudi na strani strežnikov. In razviti je bilo potrebno tudi centralne komponente, kakor smo že omenili, tako v Evropi kot tudi v Sloveniji. Po drugi strani so namenske razširitve lahko tudi problematične. Nekatere kompleksnejše Inspire zahteve so ostale nepodprte v GIS orodjih. Tu smo izkusili tudi v Sloveniji, ker smo za določena orodja morali sprogramirati namenske prilagoditve. Težava je pa nastala, ko smo implementirali novo verzijo tega orodja, ki je praviloma bila toliko različna, da smo mogli namenske prilagoditve ponovno programirati. Evropski organi, ki skrbijo za implementacijo Inspire, so prišli do ugotovitve, da je veliko bolje, če se tehnične zahteve v čim večji meri prilagodi out of the box rešitvam. Siguren sem, da bo to tudi ena od ugotovitev revizije Inspire, o kateri bo pa verjetno Uroš kaj več povedal. Inspire direktiva je prinesla veliko pozitivnih učinkov na področju standardizacije. Koristi so imeli organizacije, ki izdajajo standarde, saj so se uporaba njihovih standardov se razširila, pa tudi veliko feedbacka so dobili iz teh implementacij. Koristi so bile pa tudi za same uporabnike in ponudnike podatkov, saj so se jim procesi kodiranja, deljenja in uporabe poenostavili. Prinese pa standardizacija tudi seveda včasih težave, recimo pri implementaciji se lahko čas podaljša, čas implementacije zaradi prilagajanja, pa tudi včasih smo naleteli na orodja, ki so bila neusklajena s standardi. Za Slovenijo lahko rečemo, da je bilo v začetku nizko zavedanje o standardih, ki pa se je zelo okrepilo tekom projekta. Sicer smo prišli pa do enakih zaključkov kot Evropa. Licenciranje je zelo pomembno za dostop do podatkov. Države, članice imajo zelo različne pristope k licenciranju in to pomeni oviro pri deljenju in uporabi podatkov. Inspire direktiva ni zahtevala nekega poenotenja na tem področju, upamo, da bo malo več reda tukaj naredila direktiva odprtih podatkov. Enako tudi tukaj za Slovenijo lahko ugotovimo, da v preteklosti ni bilo nekega dogovora, se je pa tekom projekta Inspire skupina skupaj s predstavniki OPSI portala uspela dogovoriti, da bomo prostorske odprte podatke označevali z mednarodno Creative Commons licenco BY 4.0. Za konec še link do tega poročila, o katerem je že naš generalni direktor govoril. Jaz priporočam, da si ga preberete, ker so zanimive stvari noter napisane. Tako da toliko bi bilo z moje strani in predajam besedo Urošu. Hvala, Matej. Tudi z moje strani lep pozdrav vsem prisotnim, vsem sodelujočim na konferenci. Veseli me, da se zopet srečamo z to skupnostjo, ki vlaga ogromno energije, da bi prostorski podatki postali čim bolj uporabni in čim širše uporabljeni v vseh aplikacijah in možnostih, ki nam jih moderne tehnologije ponujajo. Žal
nam COVID preprečuje, da bi se dobili v živo, da bi se pogovorili med sabo, da bi se izmenjali izkušnje na taki bolj ravni, ki smo jo navajeni, ampak tudi ta konferenca bo prinesla določena znanja in poznanstva. Inspire, če govorimo o tem, kaj se bo dogajalo naprej, moramo reči, da dejansko po 14 letih izvajanja direktive oziroma po 14 letih, odkar je direktiva stopila v veljavo in več kot 10 letih izvajanja te direktive v praksi, lahko rečemo, da smo se naučili mnogo dobrih lekcij, da smo tudi ugotovili, da marsikaj nismo uspeli narediti tako, kot je bilo predvideno, vendar moramo se zavedati, da je takrat, ko je bila Inspire direktiva vzpostavljena, da je bila to ambiciozna vizija, ki so jo vsi vzeli za zgled tudi drugi kontinenti, ne samo države, celi kontinenti, kajti v tistem času postaviti vizijo, da se vzpostavi enotna prostorska podatkovna infrastruktura na nivoju celotne Evropske unije, je bilo kar pogumno dejanje. Sploh, če se zavedamo, da naj bi ta prostorska infrastruktura temeljila na nacionalnih prostorskih infrastrukturah, ki pa so bile v tistem času v zelo različnem stadiju razvoja. Dejansko se direktiva z koncem letošnjega leta seveda ne zaključuje. Januarja oziroma s 1. januarjem bo izvedena formalna presoja uspešnosti te direktive. Mislim, da čeprav niso vsi cilji doseženi, bo direktiva formalno presojo prestala in bo živela naprej. Kajti njena vizija je še vedno aktualna, še vedno želimo, da se prostorski podatki uporabljajo povsod, da so standardizirani, da so enotni, da so povezljivi. In dejansko na tem področju je bilo mnogo narejenega. Več, kot si mogoče tako na nacionalni ravni sploh lahko predstavljamo. Seveda pa moramo računati s tem, da se tehnologije spreminjajo, razvoj gre dalje in Inspire se bo morala tudi vključiti in prilagoditi temu razvoju. Tako kot je napisano v Evropski strategiji o podatkih, bo direktiva kot taka verjetno predmet prenove in modernizacije skozi iniciativo Green Deal Data for All, kar pomeni, da se bo tudi pravni vidik verjetno spremenil, da bo nekoliko manj tok, kajti ta vidik je bil sedaj kar velika ovira k temu, da bi lahko dejansko direktiva sledila modernim tehnološkim spremembam, ki se dogajajo. Še vedno, kar se tiče organizacije in tehnološkega dela, seveda ne bo kar naenkrat nekih sprememb, to se bo počasi dogajalo v okviru naslednjih let. Še vedno bo skrbnik tega dela Evropska komisija in GRC, ki je do sedaj skrbel za koordinacijo, operativno koordinacijo in pa tehnološko koordinacijo na nivoju direktive. In tudi že izvaja oziroma je sprožil določene aktivnosti v okviru programa za do leta 2024 in sicer predvsem na področju revizije same direktive oziroma poenostavitve direktive, prilagoditve novim modernim smernicam pri določitvi tistih podatkov, ki so pomembne za skupni evropski podatkovni prostor in pa tudi pri sami organizaciji. Verjetno ne moramo pričakovati, da bo dolgoročna organizacija še vedno tako centralistična, kot je bila oziroma je še sedaj. Kar se tiče podatkov, mislim, da je več kot 34 različnih podatkovnih tem
ki jih obravnava direktiva na področju prostorskih podatkov. Ti podatki ostajajo, se še naprej razvijajo, oplemenitujejo. Poleg do sedaj posebej opredeljenih podatkov, ki so pomembni za poročanje, okoljsko poročanje, se predvideva, da bo v okviru direktive odprtih podatkov, ki je bila sprejeta leta 2019 in govori o tako imenovanih podatkih velike vrednosti, da bo tudi direktiva Inspire tista, ki bo dejansko implementirala obstoječe podatke, kateri bodo v okviru te uredbe, ki bo sprejeta verjetno konec letošnjega leta ali začetku naslednjega leta, ki bodo opredeljeni kot dejansko podatki, prostorski podatki velike vrednosti. Še več, direktiva oziroma tehnološki vidiki te direktive bodo upoštevani, tako da dejansko trud, ki je bil vložen v dosedajno delo na tem segmentu, ne bo zaman in bo samo prezentiran še skozi pogled teh odprtih podatkov, podatkov visoke vrednosti. Seveda bodo ti podatki morali biti na voljo ne samo v sedanjih spletnih storitvah in storitvah prenosa, kot jih je definirala direktiva Inspire, temveč tudi v modernejših aplikacijskih vmesnikih, kot jih zahteva direktiva odprtih podatkov. Če pogledamo, kaj so največje dobrobiti te direktive, že kolega sta povedala pred mano, ljudje, sodelovanje. Tudi samo ime Inspire na koncu že prav to kratica za infrastrukturo simulira na to, da gre za Inspire, inspiracijo, za iskanje priložnosti. In tu se je smiselno vprašati, kaj v Sloveniji ob teh spremembah, ki prihajajo na področju digitalne družbe, zelenega okvirja, tudi same spremembe Inspire, kje mi lahko najdemo ključne vidike, ki jih je smiselno podpirati in razvijati naprej. Tehnologija prihaja nekako samo po sebi z razvojem svetovno na svetu. Imamo OGC, imamo ISO standarde, močne ponudnike informacijskih rešitev in orodij. To, kar je priložnost, ki jo lahko razvijamo, je medsebojno sodelovanje med ponudniki podatkov, med uporabniki podatkov, med raznimi producenti podatkov, med univerzami, tudi šolstvom. In tu mislim, da je potrebno, da se tudi Inspire skupina v naslednjem obdobju popraša, kaj lahko stori, da bi se ta koncept medsebojnega povezovanja okrepil, da se vključijo še drugi deležniki, kajti zavedati se moramo, da danes je Inspire skupina relativno ozka, da so v glavnem vključeni samo državni ponudniki podatkov. V glavnem, ne izključno, ampak v glavnem. Mislim, da prvi korak je bil narejen že v letošnjem letu, ko smo povabili k sodelovanju tudi mestno občino Maribor, ki je tudi že svoje metapodatke vključila v centralni metapodatkovni katalog Inspire, slovenskega Inspire metapodatkovnega kataloga. In dejansko z širitvijo deležnikov, ki se med sabo pogovarjajo, mislim, da tukaj noter so glavne priložnosti za Slovenijo in za Inspire skupnost, da se vključi v te druge obstoječe skupnosti, ki danes tudi že obstajajo, in da skupaj z njimi poišče najboljše možne rešitve za Slovenijo. Kajti zavedati se moramo, da tehnologija ni več problem, da podatke Slovenija ima in dejansko potrebno je samo še sodelovanje in pa skupna vizija, in pa seveda podpora te vizije, ampak ne samo z vidika nekih, kot običajno tukaj državne uprave pričakujemo
vodilnih, ampak da postane to nekak način življenja, da se vsi zavedamo, vsi deležniki, da vsi vložimo to vizijo, svojo energijo in svoj čas. Zdaj, jaz bi danes to zaključil z enim afriškim pregovorom, ki je seveda dobro znan, ampak se mi je zdel kar primeren v tem času, v katerem živimo ta hip. Če želiš iti hitro, pojdi sam, če želiš priti daleč, pojdi v skupini. In mislim, da Inspire skupina in Inspire community je tisti community, tista skupina, ki gre v skupini. Ne najhitreje, ampak združeno in proti skupnemu cilju. Hvala lepa.